Začetek Markovega evangelija, ki smo ga slišali danes v evangelskem odlomku, nam predstavlja Janeza Krstnika kot poosebljenje izraelskega ljudstva in njegovega pričakovanja. Pričakovanje izraelskega ljudstva je na nek način tudi naše pričakovanje. V liku Janeza Krstnika nam evangelist prikaže, kakšen naj bi bil človek pred Bogom, kakšen naj bi bil človek, ki pričakuje Boga. Prvi pogoj za pričakovanje Boga je želja po pravičnosti. Človek je glede tega nemočen in nagnjen k temu, da bi obupal. Kakšna škoda, če človek obupa. Bog je namreč obljubil, da pride in prinese s seboj pravičnost, enkrat za vselej odpravi vso krivico. Svet namreč ni podvržen, kakorkoli bi si človek želel, človeku, ki je krhek, ki je grešen, ki ima tudi o pravici velikokrat omejene pojme, temveč je podvržen Bogu, močnemu Bogu, silnemu Bogu, Bogu, ki je pravičen in usmiljen. Drugi pogoj za človeka, ki pričakuje Boga, pa je želja po svobodi. Človek nenehno opaža ogromno spon, ogromno vezi, ki ga držijo v suženjstvu. Bodi si zunanjih, bodi si notranjih. Vidi in prepoznava dobro, pa ga ne more uresničiti. Sluti veselje, sluti srečo, a mu vedno znova beži, je ne more doseči. In vendar vsakemu, ki se boji, da je svoboda nemogoča, da človek nikoli ne more biti svoboden, en glas Janeza Krstnika v današnjem evangeliju vpije, naj v puščavi pripravi pot, ki ga bo peljala iz dežele suženjstva v tisto domovino, po kateri hrepeni. Pa v tem adventu prosimo za milost, da bi bili dobri učenci, ki v sebi gojimo te iste želje, ki jih je Bog prebujal v Izraelcih in ki jih Janez Krstnik tako dobro pooseblja. Željo po bratstvu in svobodi, pogum, da zapustimo stara pota, moč, da se soočimo s puščavo, spoznanje svojega greha in Božjega odpuščanja, pričakovanje prihoda močnega Boga in dar njegovega duha.